želim pokomentirati zadnje sklepe v zvezi s šolami. Najbrž jih poznate, ki so povsem izključujoči in ki ne povedo tistega, kar bi moralo povedati, ali se bodo šole v teh letih sploh gradile ali ne. Jaz sem seveda v dokumentaciju najdel, ampak ni bilo časa, da to poslikamo, neko kronologijo dejavnosti UNKD9 šole, pa če boste potem z Nino se zmenili, pa vam bojo tudi poslali. Zakaj govorim o tem dokumentu? Zato, ker seveda detaljneje opredeljuje, kako so potekali postopki za izgradnjo nove šole in adaptirane oziroma dozidane šole Toma Brejca. Marca 2007, torej za 4 leta, ker smo začeli vse postopke in ki govorijo, da to ni enostavna zgodba, da smo imeli veliko problemov, ampak da je seveda se začelo najprej za ugotovitvijo stanja 2006, kaj v teh šolah se sploh da postoriti oziroma narediti. Ugotovili so statično nevarnost škole Frana Albrehta, ampak ne samo statično nevarnost, ugotovili so, takrat so bile ocene, strokovne ocene, ki jih po moje nova uprava in tudi nov župan, najbrž v omari oddelka za družbene dejavnosti, ni niti odprl. No in zdaj, če še to komentiram, na občini ni več človeka, ki bi karkoli vedel o tem projektu ali bi vedel, kje je v kakšni omari še kakšen strokovni projekt, ki bi potrjeval te trditve, da smo takrat ocenili, oziroma so strokovnjaki ocenili, da je cirka 3,5 milijone evrov potrebno vložiti v sanacijo šole Frana Albrehta in da, kajti ne gre samo za statično sanacijo, gre tudi za sanacijo v najširšem pomenu besede. Zato je padla odločitev, da gremo v nadomestno gradnjo, torej nadomestno gradnjo, ki je bila sugerirana tudi potem na ZAPS-u, torej na Zavodu za arhitekturo, ki je opredeljevala novogradnjo, potem pa dozidavo in obnovo Toma Brejca. Takratni strokovnjaki v nasprotju z današnjimi nekaterimi strokovnjaki trdijo, da je šola Toma Brejca manj nevarna. Jaz se v te strokovne ocene ne bom, kajti kakršno sugestijo strokovnjaku daš, seveda lahko prinese elemente, ki totalno podrejo ta prizadevanja, oziroma od te ocene, ki so lahko potem, ko jih naročiš drugačne, povsem drugačne. Jaz jih takrat in tudi moja komisija ni naročala, ampak smo hoteli strokovne ocene. No, tole vam bo Nina potem še poslala, kjer je tudi opis obstoječega stanja, je mislim, da je to en dokument, ki sem ga pripravil lani spomladi. Dejstvo je, da je šola Frana Albrehta doživljala v času sprejemanja OPPN-ja kar ene 3-4 seje, kajti politika je pa hotela, da se ob tem reši tudi promet na šolski ulici in smo ga, mislim, če ima prav spomin, 3krat obravnavali in na koncu prišli do ene rešitve, ki je potem bila potrjena tudi na občinskem svetu. Ok, 29. oktobra, jaz sem bil še takrat na občini, še župan, je vložil gospod Hočevar, Primož Hočevar, projektant in kronologija vlaganj gradbenega dovoljenja in zunanjih površin. Seveda, zapletel se je pa potem, ko si je upravna enota Liljani rekla, da ni vloga popolna in da jo bo v roku enega tedna, smo jo vzeli nazaj in jo potem 9. novembra, torej en dan pred prenosom županske funkcije, Hočevar vložil. Kje se je zapletla zgodba? Arso je vedno tisti, ki zamuja, ki ne daje teh soglasij v rednem 30-dnevnem roku in seveda projektant Hočevar je priložil kot soglasje seveda povratnico, da je Arso to pošto sprejel. Zato jaz nisem vedel, da tega dokumenta ni in ta dokument je edini, menda edini, ki še manjka. Tu je prišlo do veliko dezinformacij
kjer so nekaterniki sporočali, da je potrebno, oziroma da gospa Šukarjeva na Arsu tu zahteva obnovo zidu, oziroma izgradnjo in obnovo protipoplavnega zidu od Šolskega mostu do Svita v višini 3,5 milijona. To je projekt Arsa, ki ga že začenja in seveda, ki pa na nek način tudi vpliva, da gradbeno dovoljenje v območju zazidalca Titan Svit, torej ena firma v okviru bivšega Svita, ne more dobiti gradbenega dovoljenja, ker je treba to investicijo speljati. Tudi po pogovoru s projektantom in tudi s strokovnimi službami na Arsutu je ugotovljeno, da je potrebno v okviru gradbenega dovoljenja oziroma izgradnje osnovne šole Frana Albrehta urediti, sanirati samo ta zid. Po pogovoru s projektantom je to vredno cirka 50 do 100 tisoč, ker treba betonirati nove temelje in nadvišati ta obrambni zid v območju K9, UNK9 šole. No, res pa je, da se nikomu ni nič mudilo in seveda zato so šele, mislim, da konec decembra je bilo zavrnjeno gradbeno dovoljenje, kajti upravna enota je pa tista, ki brez soglasja, samo s povratnico na nek način ne funkcionira in zdaj se nova uprava bori za pridobitev tega gradbenega dovoljenja, če seveda ne bo zgodba ustavljena na osnovi sklepov, za katere sem rekel, da so povsem nelogično, povsem izključujoči, kajti, če preberemo drugi sklep, občinski svet nalaga občinski upravi, da pripravi spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta K9 šole, potem pa nalaga občinski upravi, da izvede vse postopke za začetek izgradnje in adaptacije osnovne šole Toma Brejca 2011. Od zablode, če bo kdo gradil v letu 2011. Kajti, gospod Primož Hočevar pravi, da je postopnost, faznost tu zabetonirana. Zabetonirana je v tem smislu, da se mora zgraditi najprej Frana Albrehta, kjer ima tudi večino infrastrukture, torej tudi kotlovnico in del zaklonišč za Toma Brejca in seveda, da je to nemogoče. Razen, če boste ali če bo občina šla na neke skice neimenovanega, nepodpisanega Tomaža Šlegla, ki je, na glas povedano, bil tudi član občinske komisije v komisiji ZAPS-a, ko smo izbirali in izbrali dve druga nagrajeni poslani oziroma predlagani rešitvi, torej Toma Brejca posebej, Frana Albrehta posebej. Frana Albrehta atelje Primož Hočevar, Toma Brejca atelje Ravnikar Potokar. Želim reči tudi to, da sem pričakoval, da bo res v letu 2010 zbranih 6 milijonov na skladu za šole, ki smo ga ustanovili. V načrtu je bilo 1,5 milijona. V času še mojega županovanja je občina v sklad izdvojila 750 tisoč evrov. Novi župan oziroma nova občinska uprava bi morala pred koncem leta v zaključni račun, torej na sklad in torej v zaključni račun dati še 750 tisoč evrov in bi bilo 6 milijonov minus stroški, po moji oceni je 500-600 tisoč že stroškov, vse, kar je šlo iz sklada za šole, da bi to manjkalo do 6 milijonov. Moj projekt je bil, če našparamo 6 milijonov evrov do leta 2010, damo v proračun 2011 2 milijona, načrt je bil, da bomo že lani začeli graditi, in če v 2012, ko bi šli jeseni otroci v novo osnovno šolo Frana Albrehta, damo še 2 milijona, pomeni, da imamo za 10 milijonov v času, ko jaz rečem, zidarji z veliko in zidarji z malo čakajo take projekte, ko strokovnjaki, projektanti pravijo, da 1000 evrov kvadratni meter je tista cena, ki znese. Jaz sem bil tudi na pogovoru z projektantom Frana Albrehta, ki mi je neke številke spet dal.
In kakšno je njegovo mnenje glede osnovne šole Toma Brejca? Mi vemo, da statično je potrebno sanirati tudi Toma Brejca. To smo se vse skozi zavedali in tudi v projektih izhodiščih na ZAPS-u smo to poudarjali. Takratni strokovnjaki, ki niso imeli nobene sugestije župana ali kogarkoli iz občine Kamnik, so ugotovili, da je šola Frana Albrehta bolj nevarna. Zato obstajajo dokumenti, morda so že zaprašeni tam v drugem nadstropju, morda bi kdo lahko tudi kaj odprl, ampak mislim, da ni človeka, ki bi vedel danes, kje so ti dokumenti. Mi vemo, da je bila Toma Brejca zgrajena pred vojno, da jo je Hitler dokončal med vojno, da smo jo pa statično, že v času mojega županovanja, bistveno statično razbremenili, kajti nekaj ton, kot se temu reče šodra, smo ob adaptacijah te šole že odstranili. Vemo pa, da je potrebna seveda, ker je tudi logistično čudno zastavljena ta šola, logično izpred druge svetovne vojne, da jo treba posodobiti in da je, analize so kazale, da je statična sanacija Frana Albrehta bolj potrebna. Ampak ne samo statična sanacija. Mi smo v osnovno šolo Toma Brejca v minulih 16 letih kar precej vložili. Ne samo, da smo zamenjali streho, ne samo, da smo zamenjali okna, ne samo, da smo razbremenili tudi stropne konstrukcije s odstranitvijo šodra kot izolacijskega materijala. Ampak seveda smo vedeli, da bo predvsem Frana Albrehta potrebna ne samo statične, ampak vse druge sanacije, predvsem, kot sem rekel, gasilske sanacije in vsega, kajti bila je slabo izvedena, bila je nadgrajena v letu 62, ko je bila zgrajena za eno nadstropje, 18 takšnih šol je, seveda, ki so bile za tisti čas moderne, nekateri celo pravijo, da je šola zaščitena, ker je avtor naredil, oziroma arhitekt naredil, narekovaju 18 takih šol. Vedeli smo, 3,5 milijona bi sanacija za Frana Albrehta stala. Statična in siceršnja. Ampak, to, kar je bistveno vprašanje za mene še danes, kam z 600 in nekaj več otrok v enem šolskem letu. Ti ne moreš centralnega mojstra za centralno napeljavo, pa vodovodarja, pa ne vem koga, med šolskim poukom. V enem šolskem letu se pa to da. In tu, kjer nekateri pišejo, da se da sanirati v 3-4 mesecih, jaz se ne vem, kje so te, kjeri mojstri so taki, ki jo to naredili. Sem že uvodoma rekel, da želim komentirati predvsem projekt šol. Pa na tem področju, recimo, enega komentarja. Jaz bom, kljub temu, da je Ivan Kenda tu, prišel je 31. decembra, mislim, da je drugi ponedeljek v januarju, po mojih informacijah, listi Toneta Smolikarja, povedal, da je vse za nič, to, kar smo 4 leta delali. Povedal je, da je vse za nič, da seveda 50 projektantov, tako ni rekel, ker nisem bil tam in nisem niti se podrobno zanimal za te informacije. Kot sem rekel, jaz sem se omaknil do liste Toneta Smolikarja. Ampak ne moreš prijeti na občino brez to, kar sem rekel, tudi zaprašene arhive izpred 4 let odpreš in ugotoviš, da je ta projekt Toneta Smolikarja, kot ga je Hančič, pa me ne moti, tudi imenoval, da seveda očitno je navodilo, jaz sem rekel že, tudi v tem tekstu sem zapisal, pogledajte, kako more en od podžupanov, ki je bil 4 leta skupaj še s svojimi 5 svetniki SDS proti projektu šol, kako mora v uradu župana kot podžupan zagovarjati projekt šol Toneta Smolikarja, kot Hančič piše. Ne razumem, ali se potem obračajo proti vetru, če podpira šole. Jaz razumem župana, da prav sem za šole. Ampak to, ker očitno svetovalci imajo nalogo, da ta projekt sesujejo, očitno Kenda je prišel tudi zato, da poruši ta projekt Toneta Smolikarja.